Po dolgih mesecih pogovarjanja potem nastal bili, ker v bistvu poskušava prinesti nekako skene v slovenščini, mang, ki ponavadi lahko najdete tudi pri angliških skupinah. Čeprav mi, da se zadnji čas mogoče malo bolj tudi originalne japonske mange, manjka nam japonskih prevajalcev, torej če se mogoče, kjer je bodoče odloči študirati japonščino in bi še rad kakrat prevajal, ne? Z veseljem navačimo. Drugače pa, če nas zanima kaj, ne? Imam jaz tu par primerkov na samo. To je zdaj njegov sicer, ne? Ampak te primerke tu, ne? So recimo novele, to je primera. To so recimo japonske mange, to so pa nemške mange, ki se trenutno napredajo, tako da tekom ali po okrogli mizi se priporočim. Ti si poskušala zbiti tega, kaj je. Točno tako. Dobro, kaj procenta od prodaje? Če bo kdo kaj kupil? No, torej, izvoli. Jaz sem prinesla tak fizično dokaz, ne, kaj je sploh manjco, ne? To je Dobro, hvala. Novoletke so nekako bile dolga tradicija v Sloveniji, kot neko druženje anime folka, že ne vem, kakih skoraj 10 let po mojem. Mislim, prva je bila 98. 98 že? Ok. Torej še več pa 10 let. Letos si bilo v Medvodah. Špela, ki si bila ena od organizatork. Ja. Kaj, si bila glavna organizatorka? S kolegico sva bile nekako v partnerskem odnosu, sva skupaj delale vse. Vidve sta prvič letos novoletko delale? Prvič, ja. Čist ni sveže, nič pojma, kako se kaj dela, nič, zelo fajn. Mogoče malo povej o tem, kak je potekala priprava, organizacija, kak je vtis imela? Prvo smo, če se je že to udeležilo, mogoče novolet v Ljubljani tle. Ene pa, ker veste, so bile dolga leta, so bile v kiberpipi, ker so nam bili pripravljeni pač dati prostor, ampak smo rekli, da bomo pač večjo skupnost nabrali skupaj, tudi pač mimo doče obiskovalce not povabili, pa to zato ni bilo stopnine letos, smo rabili večji prostor, in v Medvodah je pač mladinski center nam bil pripravljen pač na prostor dati, zato je bil tam sicer, je to izven Ljubljane, je pač bilo treba do tja prideti, ampak se nam je zdel kar v redu prostor, ko smo najdeli prostor, smo se začeli menjati za datum, ko smo najdeli datum, so prišla pa na vrsto pisma sponzorjem, ki jih je bilo treba ful poslati, zato pač, da smo dobili predvsem nagrade, srečlova letos ni bilo, ker pač ni bilo sponzorjev toliko. Potem smo začeli delati turnih dejavnosti, pač kaj se bo počeli, s čim vas bomo zabavali, iskala se je oprema, dokaj neuspešno v nekaterih primerih, pa pač planirali smo še ostale malenkosti, ne vem, kaj točno povedati. Bile so to dve trgovini letos, mogoče, kak ste se dogovorili z njimi, kak ste kontaktirali? Se je Aljoša kontaktiral in jih je povabil, ker je tudi pač z nama sodeloval. Druga trgovina nas je pa najdla, tako nam je bilo rečeno, po naključju. Eden od njegovih kolegov mu je poslal naš pač prošnjo za sponzorstvo in so nas kontaktirali, če lahko pridejo k nam, ne. Bila je pa iz Nemčije, če se ne motim, je bila iz Nemčije, ja. Tisto, ko je bil en črnec pa neki Tajec, ne, če se prav spomnim. Ja, tako sta bila dva, ja. Tako da oni so sami poiskali, kar nam je bilo tako zelo prijetno pa to. Ja. Zdaj,
Jaz sem sodeloval pri organizaciji Konfuzije, to je bilo eno večje gipovsko srečanje na Primorskem Sečovlja. Nekako po vsakem takem dogodku, po obeh konfuzijah, smo imeli organizatorji nekak ta feeling, nikoli več kaj takega organizirati. Tudi video, oziroma vi vsi dali to fazo skozi in ste jo preboleli, ali ste še vedno v tej fazi? Nismo več v tej fazi, smo v naslednji fazi, ko si rečeš, da ne boš nikoli več naredil istih napak, ampak naslednje let bo definitivno boljše. Smo se izučili, ne? Če izučiš, če ne bo. Ja, bilo je pa na začetku, pač par mesecev potem je bilo boljše tako. Ne gre vedno vse pač po načrtih, ne, in... Kaj veš to narobe? Nisi bila tam, ne. Ne, prvič sme delali novoletko, ko je bila malo večja in bile sta družene z dve skupine in nekatere stvari se potem niso najbolj ujemale, kar se tiče koga zaprositi za opremo, kaj je manjkala. Eni sponzorji so nas vsi na cedilu, tudi zaradi tega, recimo Guitar Hero ta ni bilo, niso stvari tekle, tako bi mogli smo, bila je organizacijska polovija. Po mojem mnenju ne, tako ja, učimo se iz nekak, tako se jaz pravim, I guess. Mislim, da je to bilo vreme, kaj mislim, da je takrat bil eden največjih snežnih metežev med? Ni nam bilo namenjeno. To je to bilo izgovor, ja. Ni bilo namenjeno. Kako se je tam našim govorcem zdela letošnja novoletka? Meni je bila v bistvu zelo fajna, zelo dobra. Mislim, jaz tam za Dobimo še za Meni je bilo super, da tako čisto po pravici povedam. Jaz imam tudi izkušen z organiziranjem novoletk, pač predvsem za skupnosti anime serije pa tako. Načeloma smo se mi držali bolj zase, navpraševali smo po teh forumih, ko smo jih poznali, pa tudi osotnine pa tako naprej. Ampak jaz sem čisto živo, tudi format mogoče ni bil isti kot našmo, ampak čisto redno. Ja, jaz sem nekako upala, da bi se to novoletko naredili tako. Te novoletko so bile precej zaprtega tipa, ne. Pač bilo je določeno število obiskovalcev, ki gre lahko v kibertripu, ampak jaz sem to tako nekako hotela, pač, da ljudje pridejo in da vidijo, mi nismo toliko čudni in grozni in bedni ljudje, ne, samo zato, ker gledamo animeje. Tako da je par odzivov vem, da je bilo na forumu, potem ne, da je pač mislil, da so mislim, da eni pisali, da so animeji bedni, ne, in pa je prišel in je videl, da pač to ni toliko grozen. Tisti so mi bili tisti taki odzivi, ki so rekli, da bom šel probati še enkrat. V preteklosti so tukaj ločene novoletke na Anime Slovenija, pa so anime. Praktično so anime ni imel svoje novoletke, ampak je bila bolj organizacijska točka bivšega anime serija in je Mihala Mi smo samo pač bolj oglaševali na našem forumu, ker smo bili bolj aktivni. Ja, mislim, to je bilo tisti čas, ko je tudi anime serija hotel nekako eno svoje mesto pod soncem, bi rekel, ne, kar se tiče teh novoletnih zabav. In takrat smo se poznali s temi stripipe, predvsem s tem Petrom Čuhalevom, Skejtijem. On je v glavnem nam dobil prostor in od takrat naprej smo, mislim, da 4 novoletke sami, pač neodvisno od Anime Slovenije organizirali. Ne vem, nekako te obiskovalce so se pa, niso se niti toliko mešali, ne, med sabo, ene in druge, ampak mislim, da, ne vem, smo pa ponovili mogoče malo drugačno, veliko, malenkost, čeprav dosti stvari smo pa tudi od njih kopirali, tako tudi res, ne. Pač tudi zaradi tega, ker te novoletke so jim res, mislim, da Anime Slovenija je resnično postavila en format tem novoletkam, tako. En tak res veden, v katerem se da tudi uživati, se pravi DDR ples, pa potem kakšne projekcije, pa nagradni kvizi ali pa kakšne srečebavi pa te stvari, no. Glavno so oni to upeljali. Kdo ve, kaj se z Anime Slovenije dogaja zdaj?
Možda ta drugače vprašati, a ima kdo sploh stik z anime Slovenije? Jaz sem kontaktiral z Tino, Dešo glavno tam pri Anime Sloveniji in ona je meni rekla, da nima več, da ona več se ne ukvarja toliko s tem in smatram, da pač doben drugi ni prevzel teh njenih poslov oziroma organiziranja karkoli v okviru Anime Slovenije. Razen novoletko je potem nama Zevo potem prepustila. Pa prej bi se popravila, sem se zmotila, letos bi bila 9. novoletka, če se šteje kakšno potem novoletko. Bi bilo, tista letnica je napačna. Kaj s anime serije ste imeli tudi kdaj kaj poletno dogajanje?